filma Triglav pot od rešitve. Malo čudno je, da govorimo o premieri. Film smo pred nekaj tedni že imeli priložnost videti v tej dvorani. Namreč bil je eden od nagrajenih filmov na 20. festivalu gorniškega filma. Zmagal je v kategoriji Gorska narava in kultura. Danes pa se nam pridruži še delček ekipe, ki ga na prvi projekciji seveda ni bilo zraven. In sicer Aleš Žemlja, režiser in scenarist filma, in pa Biba Jamnik Vidic. Dare Vidic je žal zbolel, tako da glavnega protagonista žal ne bomo imeli priložnosti vprašati, bomo pa zato njegovo soprogo pocukali za rokav pa zvedeli kaj več. Zdaj, sami veste, da film ni tak tipičen gorniški film, tako kot so običajno filmi v kategoriji Gorska narava in kultura. Gre pa film, ki se pravzaprav dotakne vsakogar, ki je kadarkoli lazil po naših gorah in planinah in videl, da se nekaj dogaja. In sicer je film zgodba o Daretu Vidicu in pa njegovi izkušnji, ko je kot najstnik z skupino soveščanov na malem Triglavu doživel strelo, oziroma več strel, ki so ga tudi pogubne za marsikoga. Tako da to je ena taka zelo, zelo iskrena izkušnja, predvsem pa njegova pot iskanja občutka krivde, da bi se ga znebil, da bi našel razlog, zakaj njega ni dati strele in tako naprej. Skratka, da vam ne znam preveč o filmu, želim vam prijeten ogled. Po zaključku ne zvečkati takoj, ker boste imeli ustvarjalce še priložnost kakšne stvari vprašati. Prijetno projekcijo želim. Dobro večer. Evo, predstavljam. Aleš Žemlja. Biba je ostala zunaj pri knjigah, je rekla, da ima toliko treme, da mogoče ne bi stopila pred publiko, da boste pa lahko po tem kaj vprašali. Aleš, najprej res iskrena hvala za tale film. Jaz sem občutek, da je treba to večkrat zadihati po koncu tega filma. Zdaj, smo se zunaj pogovarjali o vseh odzivih ljudi. Je pravzaprav zelo težek film, ki odkriva ogromno enih plasti nečesa. Pa me najprej zanima, kako sta z Rožletom sploh prišla do te zgodbe. Midva sva, recimo, že te generacije, pa mogoče smo bili še premladi, da smo direkt izkusili to nesrečo, se pravi, da bi imeli te neposredne posledice, ampak kako je do vaju prišla ta zgodba? Ja, Rožle je Radovljičan, Biba pa Darja sta pa tudi Radovljičana in se poznajo malo že. In potem enkrat sta v bistvu je Biba v bistvu zapisala v obliko scenarija eno svojo idejo, kjer je popisala v bistvu, kar je se Darja spomnil zares v tistem času, to je bilo 10 let skoraj nazaj že. Nisem spomnil pa vsega in potem pač je ta scenarij prišel do Rožleta, ki ga je prebral, ga je dal meni in smo se potem pogovarjali, kaj pa lahko naredimo. In potem smo razvijali to idejo, nam je bila zgodba fascinantna, ker se dogaja to otrokom 72. pred našim časom. Pa hkrati se nam je razvila pa tako univerzalna, da se lahko vsak dan vsakmu zgodi. Pač igra usode in to se mi zdi, da se prepoznamo noter vsi, da imamo nek stik s smrtjo lahko vsak trenutek in tukaj sem računal, da bo v bistvu tudi drugim zanimivo. Potem smo pa razvijali zgodbo naprej in s časoma je prišlo do te oblike, kakor je danes na platnu, ker na začetku res nismo vedeli, koliko se bo dale, koliko se je pripravljeno v bistvu odpreti, ker največji zadržek tudi temu, da je rad govoril o te stvari, pa določenih stvari ni vedel in šele s časoma on danes pravi, da v bistvu je zastavljen mozaik, ko smo snemali, da je sestavljal delčke zgodbe in mu je šele zdaj ratalo jasno. Je pa res, da v bistvu po premieri, če že kar skočim, potem, ko hodimo po Sloveniji, srečujemo ljudi, ki so bili tisti čas tudi na Triglavu, samo da so bili malo drugi, ali na Kredarci, ali dol na Planiki, ali naslednji dan gor. In je vse to v bistvu še dodaten šok tudi po filmu.
zdaj še. Tako da podoživlja v bistvu te konce skosne. To vas iz publike izvedla, publika seveda vabljena k vprašanjem, vtisom, kakšna taka zgodba, mogoče tudi med vami, ki se dotika zgodbe iz filma, posredno ali neposredno. Ampak kar me zanima dalje, je pravzaprav skozi film tudi sam odkrival stvari. Zdaj vemo, dokumentarca ne moš posneti čisto po nekem načrtu, ampak samo po nekem stoletnem okviru. Kako ste zdaj to šli? On je verjetno si nekaj pripravil, kaj bo povedal. Kako ste pa vi kot ustvarjalci potem do tega postopali? Kakšen je bil postopek snemanja, da je bilo čim bolj avtentično in pa da na nek način ne samo zanimivo za film, ampak da je bilo tudi za njega neko odkritje? Ja, na začetku je bila ideja, kaj pa če bi šli na Triglav, pa ni hotel slišati o tem pač. Pa smo rekli za poskusno snemanje, da bomo šli nekam v hrib, da vidimo, koliko zmore, ker je skozi govoril, da ga kolena bolijo, da mu ni prijetno. Pa smo šli na Mrežce, to je tak lep razgled, dobiš gor na to verigo okoli Triglava in tisti dan smo videli, kako funkcionira. Potem smo naredili kratek intervju z njim, pa smo videli, da je zelo naučeno govoriti. To pomeni, da si pripravi, on je čakal to priložnost, da lahko nekomu pove. Potem smo se pa odločili, da enostavno mu ne bomo pustili, da bo samo on govoril, ampak da bo z nekom v odnosu. In smo šli takoj do sestre. To je bilo tudi presenečenje Zanga, ker ona dva sta se drugi snemalni dan v bistvu filma začela o tem pogovarjati po ne vem kolikih letih. In se spomnim, da je bilo tudi takrat Zanga šok. In ko smo opazovali celo situacijo, smo rekli, da če bo zmožen, bo mogoče to film. In potem smo sledili temu receptu, ampak nismo smeli pa pogosto, mi smo snemanje trajalo več kot 1 leto, tako po obdobjih zatega, ker smo dan, 2 snemali z njim, pa smo mogli imeti pauza enostavno. To so pretežke stvari za govoriti, srečevati z ljudmi, ki mogoče niso pripravljeni o tem govoriti. Tako da, ja, je bilo treba počakati, je bilo treba biti potrpežljiv, da smo ujeli po svoje cel spektr zgodbe z vsemi soudeleženci in na koncu tudi z tistimi, ki so bili še za to skupino. Imamo tudi v bistvu ta 5. polk umorjen, tako da, ja, je bilo naporno. So bolj psihoterapije kot snemanje filma v resnici, odkrivanje, razkrivanje plasti, vsega, kar je zakopano zadnje. Ja, zelo veliko vprašanje je bilo zmeram, kako pristopati do teme, ki je za vse občutljiva. Predvsem pa s človekom, ki je bil občutljiv na to zadevo. Tako da smo probali res paziti, smo mu dali dovolj časa, da je premislil, da je bil sam pripravljen iti z nami spet naprej. Kljub temu, da si je želel, on si je želel na nek način povedati to, deliti to zgodbo. On skozi je pa imel to želje in skozi ponavljal, to je moja zgodba, to je moj vidik te zgodbe. Zaradi tega se je, s tem, ko se je srečeval z drugimi, si je v bistvu malo lahko predstavljal tudi, kaj so drugi doživljali, ker se do zdaj ni pogovarjal z njimi. Tako da ja, Zanga verjamem, da je bila terapija tudi za nas, ko smo ustvarjalci, vedno znova, ko delaš kakšno tako zadevo, vpliva na te, na tak ali pa na drugačen način. Na nek način upoštevaš ta etični kodeks, da ne siliš ljudi, ampak tudi sam padeš v to, da bi pa mogoče rad več vedel in ta radovednost je pa podobna kot pri njemu. Ta radovednost nas žene naprej, da res brskamo, da kopnemo in da gremo do konca. V bistvu izkušnja taka iz leta 72 je zelo unikatna. Prej so že debatirala, da sicer pomnim, da so mi starši pustili z nekimi vodniki iti v hribe, ampak že to dejstvo, da so bili časi to drugačni, da so skupina prijateljev, soveščanov pustili na Triglav, kot najstarejšega, 18-19 let, če se prav spomnim, dali 13, to je v bistvu kar ena druga kultura v resnici, tudi gorniška na nek način. Kaj je rekel Darek glede tega, tako čisto zakulisno, v bistvu, kaj on, a se je počutil varnega, a se je počutil tako sigurnega na eni taki poti?
Ja, on se je počutil varnega, to je bila drugačna vzgoja, pač oni so vedeli, da so rejenci starejši skrbijo za njih, da je skupnost v bistvu majhna, ker se vsi poznajo, so se starši poznajo, so se skupaj dogovorili, kdo gre. So večinoma ta generacija je tam 17, sestra je bila stara, 19 fantje, potem je bila pa sestrična, tam mislim, da je bila 27, edina taka, ki je starejša, ker na nek način so imeli za vodjo, ker je najbolj izkušena in tako naprej. Ne. Ampak tudi takrat niso hodili toliko v hribe, ker pa danes hodimo nekateri. Ne. Danes pa lahko vsak vikend, takrat je bilo pa to, na nek način je bilo to celoletna želja, gremo na Triglav in oni so si res želeli iti na Triglav enkrat v življenju in čim prej seveda, ko so se zbrali v veliki skupini, jim je to veliko pomenilo in so zaradi tega so kar, v bistvu ne glede na vreme, takrat ni bilo takih vremenskih napovedih točnih, ne, so imeli izbran vikend in so šli. Ne. Starši so bili okupirani z drugimi stvarmi, ne, pač to so kmetije, to se dela non-stop, ne, in takrat vem, da je rekel, da so pač dovolili, so jih pa pričakovali, jasno, Romanova mami, ne, me je Bibel spomnila, da je v bistvu za Romana, ga je čakala in je v bistvu šla stvari kupiti v trgovino, da bo torto mu naredila, ker je šel prvič na Triglav, 13-letnik, si zasluži neko nagrado, no, ampak tega ni dočakala, ker Roman se pač ni vrnil, ne, tako da, ja. Dale v bistvu danes ni z nami, ker je cela to dogajanje okoli filma, premiere, izkušnje in podobno ga je zelo, zelo utrudilo. Ne? Kako bi ti opisal njegove izkušnje o filmu? Mi grede, novembra je šla še knjiga, ki jo je sicer Biba napisala, prav njegova izkušnja, malce drugačna kot filmska, knjigo boste mimo grede lahko tudi kupili zunaj, da malo reklame naredi, ampak kako bi ti rekel, kako ti Dale ta dojemaš zdaj, ko je recimo to stvar dal čez od premier do vseh teh soočen pravzaprav na nek način, še z določenimi drugimi zgodbami? Ja, Dale to sem skozi bodril, da je izjemno pogumno, da se je izpostavil, ker gre za neko osebno zgodbo, ker imamo v bistvu naravne refleksije, da jo zadržiš zase ali pa v krogu, ožjem krogu ljudi. To, da si je želel povedati zgodbo zaradi svojega rojstnega kraja, zaradi ljudi, ki jih je na nek način, mogoče se je počutil, da jih je zapustil ali karkoli, ker se je odmaknil potem po srednji šoli, ker ni hotel se vračati na Dobravo gor. Ne. Se mi zdi, da je imel željo povedati, to povezati, to družbo spet nazaj, je jasno, toliko let kasneje, tako da upam, da bo. Je zelo občutljiv človek, pač enostavno podoživlja te stvari še vedno in je treba biti z njim pač potrpežljiv, tako da na nek način verjamem, da mu je žal, da ne more deliti izkušnje še z toliko polno dvorano, kakor je tle v Domžalah, bravo. Ampak se pa veselim, kako bo spet hotel, da bo prišel. Ker se nam dogaja, da vedno znova v bistvu srečuje ljudi, ki ga zdaj že prepoznajo, ki bi se radi z njim pogovorili o takih trenutkih zelo tragičnih, ne, in na nek način to podoživlja non-stop je pa tudi za človeka preslej zadost. Tako da ja, se je rahlo omaknil za to, da ima neko svojo izkušnjo še, da jo bo notranjih kakorkoli lahko. Ne. Mi bomo pustili prostor za zadihati in ko bo pripravljen, da povabimo evo nazaj, ko mogoče pove še svojo stran zgodbo, mogoče pa spremljavi knjige v knjižnici, kakor vemo. Tudi knjiga je v bistvu popis več kot film. Ne. Film smo končali s snemanjem, potem pa sta z Bibo se usedla in delala vmes, ko smo mi, ker je proces dela v montaži dolgotrajen, sta uspela vmes narediti in sta nas prehitela s premiero. Pred premiero sta izdala na knjižnem sejmu in že takrat je v bistvu sta zelo aktivna. Tako da ja, evo, Biba je pripravljena zunaj, bo z veseljem tudi kakšno rekla z vami, če kogarkoli seveda zanima. Če že kogarkoli zdaj kaj zanima, kar pogumno? Mene pa zanima, ker ste hodili zdaj na te pogovore in druga sem občutek, da te pogovore niso bili naprej najavljeni. Da ste tako malo potrkali živjo in že v bistvu tako zgodbo pridati, ne najavljen, po 52 letih in še s celo filmsko ekipo zraven,
Prvič, se sem rekel, mi smo bili zelo previdni, zelo majhna ekipa je v takih situacijah potrebna, to pomeni res minimalna, kar je zato, da ne prestrašimo ljudi. Ne. Prvič, zaradi tega, da jih ne prestrašimo, drugi pa zaradi tega, mi smo hoteli preveč pripravljati, ker je Darjo bi se čez noč pripravil doma in bi si naredil 10 vprašanj v glavi in ne bi šel ven iz tega. Tako da njemu nismo nikoli povedali, kam gremo. Njega smo prosili zjutraj, ko ga poberamo v Redovljici, ga odpeljamo. Vedel je, da je nekje bil, da zdaj pa tja in je pač bil pripravljen. Potem počas smo ga tudi čakali, v Dobravi se je sprehajal okoli unga doma, se je pa odpravil malo naokoli. Je bilo občutljivo, sem pa vesel, da so Slovenci vseeno tako odprtega duha, da nimamo tako. Ko so nas zagledali, so zelo hitro preklopili na zgodbo, zelo hitro so nadareta, so nas ignorirali pač enostavno in so se prepustili pogovoru. No? Tako da definitivno noben pogovor ni bil naprej dogovorjen, kar mislim, da se v bistvu v filmu tudi pozna, da je ravno v tem je njegova iskrenost, da se lahko končno pogovarjajo. Kako ste pa stopili v stik z Izabel? Z Izabel je pa tako, sestra Slavica, to se pravi, Darjeta sestra, je držala v bistvu kontakt z njo prek pisem, teh polnih 50 let, več kot to, ne. Gospa Izabel se ni nikoli vrnila v Slovenijo, je pa hodila v Avstrijo na smučanje. Zgodnic, ne. Ampak ni. Potem smo pa rekli, pač meni je bilo važno, da v bistvu vse teh vseh 10, kar jih je bilo z Dobrave, probamo povezati, ne. In smo šli k Slavici, ki je najdela telefonsko, tega ni v filmu, ne, in smo jo klicali. Pač poskusili smo, razložili smo, tukaj je Darje, ona je pač se pogovarjala z njo, Darje se je v glasu, smo imeli ta klic in smo ji pokazali, da smo zainteresirani, da ji pomagamo, kakorkoli, če je pripravljena priti v Slovenijo te konce. Takrat je bila že ideja, da bi Darje imel že idejo, da bi rad v vratih na nek način se poslovil od svojih prijateljev. Ne. Tako da, ko smo počakali en teden in se je oglasila in je rekla, da je pripravljena, in potem smo samo organizirali, smo bili zelo hitri, takrat, ko je vroče in treba. In je bila gospa hitro tle. Tisti prizor na letališču je bil tudi za nas presenečen, ker se je Slavica ni spomnila, ni vedela, kako izgleda. Tisti trenutek, ko ste se ona zdaj spogledala, ste pa vedeli, da ste ona dve. Tako, pač, ne, to je zanimivo, kako se nam nekaj užge v možganje enostavno, pa je pa vdih, pa je prišlo. To je bil zelo čustven del tudi zame, ker je gospa v tem intervjuju, ko sem imela naslednji dan, je povedala toliko stvari, ki jih je prenašala sabo 50 minut in je, mislim, 50 let, več kot 50 let, ne, da je bilo tudi za ekipo v bistvu, no, smo bili kar malo šokirani, kako je odnašala, kako je prenašala telo zadevo toliko daleč stran, ne. Nikoli z nobenim drugim, razen z ožjo skupino, ne, svojo družinsko se ni pogovarjala in potem mi smo več želeli tudi na primeru pripeljati v Redovljico, ker smo računali, da bo v Avstriji spet smučala, pa ravno letos ni. Bomo vse poskusili še kaj dogovoriti. Ne. Še kakšno vprašanje. Moram pohvaliti občansko publiko, Aleš ni zaupno, da zelo redko vprašajo karkoli na projekcijah ljudje, ker je pač seveda reakcija na film lahko takšna in drugačna, predvsem pa zelo intenzivna. Tako da, kar pogumno naprej. Ali lahko jaz vprašam, a so te kdaj iskali pomoč pri psihologih, oziroma, ko ste rekli, da si nobeni nikoli nič pomagal, da se tem kaj pogovarjajo? Tukaj je Darje govoril v bistvu v 70-ih pa potem, ne, se v družinah v tem niso. Takrat so rekli, pač se boš prespal, to gre naprej, te prakse ni bilo. Psihologija pa hoja k psihologu, pa pogovor z njim se je kasneje v Sloveniji malo prijel, ne, tako da so v bistvu prepuščeni sami sebi. Oziroma svojemu družinskemu krogu, v bistvu ljudem, ki so jim lahko pomagali na ta način, kako so jim lahko, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da je zares težko bilo govoriti o tem,
vsi so pa čakali, da bo vse bo odrastel, pa bo recimo sploh zadali, da vem, da je to nam večkrat ponovil, da so tudi oče, ko smo ga prišli takoj prvi dan tudi loviti, ker je pač že gospod krepko čez 90, je rekel, da to pač niso, takrat so delali najboljš, kar so znali. In jim to verjamemo, ker vemo, da pač danes delamo, kar danes mislimo, da je najboljš. To je drug čas, druga kultura, druga tehnika, hoje v hribe, vse je veliko spremenjen, tako da verjamem, da je težko razumeti, ampak s časoma je Darja začel hoditi psihologa, jaz bi rekel, da se nam zmislil 10-15 let nazaj, ko je ob 40-letnici videl en članek v reviji, da so v bistvu napisali, da je 40-letnica take nesreča, in takrat se mu je malo vrnil in je takrat rabo tudi to strokovno pomoč. Tako, gospa iz Anglije, pravzaprav mene presenetila, ker je mogoče to ena kulturna distanca, ker je Angleščina, ona je na zelo drugačen način ubesedila to, kar je doživljala. Pa ne vem, kako ste vi to doživeli, ampak njena izpoved je bila meni zelo drugačna od izpoved. Dobro, Tartova je seveda spet ene druge vrste, ampak od ostalih. Ostali so rekli, bodi si, to vse, da se ni zgodil, na mene ni vplivalo. In so rekli, nekaj smo razmišljali o tem, ampak več je dosti, Tarta se je zelo dotaknila, ona pa na drug način to racionalizirala. V bistvu najbolj skušala samo sebi objasniti, kaj se je dogajalo do vseh akterjev v filmu, se mi zdi, kako ti to vidiš. Ja, mogoče ravno zaradi tega, kot smo prej rekli, do teh ostalih smo res prišli nenapovedano. Ona pač je vedela, da jo čakamo. Verjamem, da takrat tudi ni spala, zato ker je premlevala, kaj vse je. In vem, da je imela sabo en tak mehen dnevnik svoj, iz tistega časa, in nam je malo brala ven, kaj si je zapisala v bolnici, ki je ležala 14 dni potem. Ona je bila namreč v Sloveniji 3 dni, potem so šli na Triglav, prišla je kot pisna prijateljica od Slavice, 3 dni je bila na Dobravi, so se družili, so šli na Triglav, pa je bila 14 dni v bolnici, pa šla v Anglijo. To je bilo pač v 70-ih to vtledene. In je imela zapisan sabo, in vem, da je prišla pripravljena, ker mi je hotela pokazati to, in je brala ven tekste iz tistega časa, ki jih je zapisala v bolnici, kaj je doživljala. Tako da verjamem, da je bila bolj pripravljena, kot ostala. Še kakšno vprašanje iz publike? Darja še hodil potem v hribe? Dobro vprašanje. Ja, Darja je meni rekel, da ne, dolga leta ne. Potem je, ker je bil mlad, tam po 20, so laufali fantje in je laufal mim vedno, dvakrat, če se prav spomnim, da mi je omenil, da so šli in se ni hotel nikjer zaustavljati, ker so pač takrat neke te trekkinge delali s kolegi. Potem pa dolga leta ne. Dokler mu ni umrla žena, ki mu je pred smrtjo podarila eno knjigo o slovenskih vrhovih in jih je začel pol obiskovati. To pa je že pol na začetku filma razložen, da je takrat pol se obrnil in nekako rekel, da zdaj pa mogoče čas, da pogleda tudi nazaj. Ja, tako da. Po dolgih letih je šel potem z nami gor. Čez isto pot, kot se je opravili oni takrat. Zato, ker je bila moja želja, da v bistvu moramo videti te konce na ta način, kot so jih oni videli. Aljažev dom, Klin, čez prag gore, da je poiskal tudi prostor, ker sem imel malca, da se je to zelo zapomnil. Ta atmosfera tam ga je, to pred nesrečo, da mu je bilo vse jasno, da tisto po nesreči se pa ne spomne. Dobro, najboljše. V bistvu tudi za tebe pa Rožleta, vsak res Rožleta veliko bolj spremljam, njegovi filmi so vedno taki adrenalinski, veliko se dogaja, eni tudi smučari skačajo z ne vem kakšnih skal dol. Kako je bilo obrniti plošča, da se loti tega tazga filma, kjer je bil najbolj vznemirljiv pravzaprav v tem logističnem smislu res ta vzpon na Triglav? Ne, smo filmski ustvarjalci tako narejeni, da nas zanimajo zelo različne stvari in se radi prilagodimo zgodbi, tako da definitivno verjamem, da je bilo Rožletu tudi všeč, ker je
snemalec, kadar dela zunaj v hribih, nekje, ki visi, ampak tudi tlele je najdel, na poti na Triglav je najdel svoje kadre, zato ker kljub temu, da je bil gor najbolj že 100-krat. Pa smo imeli v bistvu ravno to srečo, da na koncu smo se zavedali, da smo bili na Triglavu, kjer skoraj nobenega nismo srečali tiste dni. Da smo dobili Triglav na tak način, je v bistvu na filmu videti, da je bila super izkušnja, ker se spomnim datuma 3.4. novembra 2024. Tako lepo je bilo, da bi šel še kdaj. Pozen datum pravzaprav zanimljiv, ne? Zelo pozen. Kopen, ne? Še zmeraj je bilo po snegu, kolega producenta Dego Gorzeti izmeram pove, da on je šel že 3-krat gor gledati in je že v bupu, ne? Pa kar naenkrat je bilo pa sneg je septembrski, ki bo navad pada, ne, je skupnel. Teden smo imeli napoved, okoli 1. novembra je bila kar naenkrat lepa. Smo rekli, zakaj pa ne. Evo, takrat se je treba hitro reagirati, ponavadi moramo filmali kar štartati pa lepo rata. Si bomo dali dokumentar, 3.4. novembra. Očitno je to dobra statistika, da takrat nikogar ni. Absolutno je Koča takrat bila zaprta, ne, tako da tudi to je vplivalo na cel obisk, ne, ampak še zmeri, tako nismo vplivali, tako da nismo nobenega čakali, da bi se odmaknili, ker ponovno moramo čakati, ne, enostavno smo se res pol zavedali, smo dol prišli, da v bistvu smo šele pri kredanci za res večino srečali, kakšni pa so šli. Kaj pa potem montaža? Sestaviti vse skupaj v eno koherentno zgodbo, rekel si, da je trajalo malo dlje, kot ste si predstavljali, tako da vas je na nek način pol knjiga premagala. Ampak kako ste si pa to pol zaražletno, recimo, in ekipo, kako ste si zastavili, kako ste sestavljali skupaj, kako ste, bom rekel, pod narekovanji namaštali potem to zgodbo? Ja, na začetku je bila že želja, da bi v bistvu imeli premiere na Gorniškem festivalu, ker se nam je zdel, da slovenski prostor, slovenskih gore imajo nek festival, kjer bi ta zgodba lahko prišla v javnost. Tako da smo imeli na nek način ta skrajni rok, ko smo pa začeli montirati, je šlo počas, ker na nek način smo mogli obadva ponotraniti to izkušnjo snemanja, srečevanja z ljudmi, z Daretom, kako ga predstaviti kot človeka, kako ga v bistvu, kako film prikazati, da bo po svojega želja, da je presenljiv, ne, pa hkrati, da je lep, da v bistvu pokaže tudi to tragiko, vsega to skupaj. In ta material gledati in nekako oblikovati, končno verzijo je trajal. To priznam, da je trajal, smo imeli že občutek, da ne bomo najdeli. Pa, ko se vržeš note enkrat, se pa spomnim, da sem dobil občutek, da zdaj pa imamo film, pa je bil šele tako grobo sestavljen in pa je bilo veliko lažje, pa je pa laufrano. Tako da, ko smo predali tudi čakali, smo mogli tudi to končno verzijo nekako prespati, jo dobiti nekako v kri in potem je šlo. Kako se najbolj stori? Upam, ne? Skratka, še enkrat čestitke za res izvrsten film, čestitke za nagrado, ki si absolutno zasluži. Dobro pot filmu, vi ga priporočite vsem, ki jih poznate, ker mislim, da je tak film, ker je tako lepo posnet, treba videti v kinu na velikem platnu, ne, da ima na tega, tam bo pol na nek način umanjkalo. Zdaj pa vabljeni še ven na kakšen kozarček, jaz sem prepričan, da si imate tudi med sabo kakšno zgodbo povedati ali pa izkušnjo, ali pa Migo in Aleša pocukate še za lokal, pa jih vprašate še kaj, kar si zdaj niste upali. Aleš, najlepša hvala. Hvala vam.